V cerkvi obstajajo tisti, ki sejejo razdor, ki ločujejo in skupnost uničujejo z jezikom. To je bila misel papeža Frančiška, izrečena med homilijo zjutraj, ko je v kapeli doma svete Marte daroval sveto mašo. Izhajal je iz današnjega evangeljskega odlomka. V le-tem Jezus pred svojim trpljenjem moli za enost kristjanov, da bi bili vsi eno, kakor on in Oče, in bi svet tako veroval. L'unità delle comunità cristiane. Enost krščanskih skupnosti, krščanskih družin je pričevanje. Pričuje o dejstvu, da je Oče poslal Jezusa, pa vendar je morda priti do enosti v krščanski skupnosti, župniji, škofiji, krščanski instituciji, krščanski družini ena najtežjih stvari. Naše zgodovine, zgodovine cerkve, se pogosto sramujemo. Vojskovali smo se proti našim krščanskim bratom. Sveti Oče je spomnil samo na 30-letno vojno, kjer se kristjani vojskujejo med seboj, ni pričevanja. Gospoda moramo prositi odpuščanja za to zgodovino, zgodovino, v kateri je veliko ločitev, in to ne samo v preteklosti, tudi danes. Svet vidi, da smo ločeni, in pravi: naj se najprej sporazumejo med seboj, potem bomo videli, kako. Jezus je vstal in je živ, ti, njegovi učenci, pa se ne sporazumejo. Papež je spomnil, kako je neki katoličan nekoč vprašal drugega katoličana, ki pa je živel na vzhodu: moj Kristus bo vstal pojutrišnjem, kdaj pa bo vstal tvoj? Ne strinjamo se niti glede velike noči. In svet ne veruje. Papež Frančišek je nadaljeval s pojasnilom, da je greh vstopil v svet preko hudičeve zavisti. Zato je tudi v krščanskih skupnostih skoraj običajno, da obstajajo egoizem, ljubosumnost, zavist, ločitev. Posledično pa je tudi veliko obrekovanja. Tako se začne sejati razdor in v teh primerih se ločitve začnejo z jezikom.